dolini pod Poncami v Planici so danes predstavili dva nova produkta, in sicer disc golf in pa curling. Same slovesnosti se je udeležil tudi Marjan Dolinšek, državni sekretar za šport iz kabineta vlade. Med drugim pa so bili tukaj tudi direktor Zavoda za šport dr. Franci Petek, župan občine Kranjska Gora Janez Hrovet in še mnogi drugi. Dr. Franci Petek, direktor Zavoda za šport, kaj pomenita ta dva nova produkta, ki ste ga tokrat predstavili v Planici? Planico želimo ponuditi kot prostor, kjer je možno preživljati aktivno svoj prosti čas, da nekako nagovorimo tudi tiste, ki bi si morda radi samo ogledali, da v nečem se tudi preizkusijo. Zato iščemo poleg ponudbe za vrhunske športnike ali pa kakovostne športnike, ki se pripravljajo, pilijo svojo formo za tekmovanja, želimo ponuditi prav vsakemu gostu nekaj. Kot vidimo, smo izkoristili ta čas in pripravili ponudili dva nova produkta, disc golf in pa curling, in od danes naprej je to na voljo prav vsakemu, ki si to želi, bodisi družinam, bodisi podjetjem ali pa večjim skupinam. Jelko Gros, vas lepo pozdravljam v imenu gledalk in gledalcev Gorenjske televizije kot vodja Nordijskega centra v Planici. Lep pozdrav v mojem imenu, v imenu mojih sodelavcev in pa tudi, bom rekel, v imenu množičnih obiskovalcev, ki v Planico prihajajo tukaj čez poletje, pa ne samo čez poletje, praktično v vsakem lepem dnevu so ljudje kar dobro obiščejo Planico in preizkušajo naše različne produkte, da si krajšajo čas, naberejo energijo za lepši dan. Lahko predstavite oziroma nekaj več poveste o samem disc golfu in curlingu, ki sta bila danes predstavljena, te dva nova produkta? Nove produkte, veste, to je tako, plaz gre, ko se enkrat ustavi, ga je zelo težko pognati naprej. Zato je vedno potrebno imeti v mislih, da iščeš novosti, da se zavedaš, da gost ne bi se vračal in da gost, ko se vrne, mora začutiti, da je nekaj novega. In prav zato smo odprli tudi sedaj ta disc golf in pa curling, in sicer z namenom, ne da je to tekmovalni šport, prav za redne obiskovalce Planice, kajti oba športa sta tipa, da se v njem lahko pomeri družina, lahko se prijatelji v gostilni zmenijo pa grejo igrati, lahko podjetja izkoriščajo za team building in podobno, in pa tudi individualci se lahko poizkusijo. So energetsko potrošnji in je nekako, disc golf je nekako kar, nam rekel, enaka energija kot pri smučarskem teku, ampak poteka po isti poti. Razlika med dobrim in slabim je minimalna, predvsem v tem, da dober vrže daleč, pa močno, slabš pa majhen bolj švohnejš, pa večkrat pobere in energije porabta pa približno enaka. Tako da je to res ena lepa dopolnitev za aktivnost vsakega državljana. Je vsakemu gostu, ki prihaja v Planico, če želi preizkusiti disc golf in curling, potrebo kaj plačati? Potrebno je plačati, seveda, če slučajno pride s svojim diskom, potem ne. Če pa disk se sposodi, pa dobi tudi kartonček postaje, načrt in vse ostalo, potem pa je potrebno plačati. Za curling se je pa treba tudi naprej najaviti, kajti disc golf lahko dela vsak sam, medtem ko pri curlingu, razen če niso to ekipe, ki že znajo, je pa treba imeti enega inštruktorja, ki poskrbi za varnost, osnovna navodila, osnovne tehnike in tako naprej. Vse potegne za sabo. Tako je.
Direktor Hitalpineje Kranjska Gora Milan Sajovic, kako ste se v Hitalpineji spopadli po koronavirusu? V času zaprtih kapacitet smo dejansko veliko razmišljali, kaj narediti, in odločili smo se, da se bomo še tesneje povezovali z akterji v destinaciji. Eden izmed takih definitivno Nordijski center Planica. Odločili smo se, da bomo skupaj začeli snovati neke pakete, neke produkte, in enega takega smo lansirali na trg takoj po odprtju kapacitet. Le-ta je padel na zelo plodna tla, bila je to kombinacija z samim ziplinom. Za naprej pa definitivno izkoriščamo vse ostale produkte, ki jih imamo, tudi ta dva, ki sta bila predstavljena danes, se pravi disc golf in curling. Kakšna je zasedenost hotelov? Zasedenost v teh tednih je blizu 100%, če pa gledamo povprečje julij, avgust recimo skupaj, je nekoliko slabša kot v lanskem letu, ampak glede na celotno situacijo, zdravstveno situacijo in zasedenosti po Sloveniji, Evropi in svetu, mislim, da smo lahko zadovoljni. Ali so tudi vašim hotelom precej pripomogli ti turistični boni, torej domač slovenski gost? So, vsekakor so pripomogli. Beležimo 3 do 4-krat več, 3 do 4-krat višji delež slovenskih gostov. Približno dobra polovica le-teh plačuje s turističnimi boni, tako da tu je učinek vsekakor viden. Kot smo slišali na novinarski konferenci, načrte snujete 365 dni na leto. Res je. Desezonalizacija je izredno pomembna. Ne želimo vseh upov polagati samo na poletje in zimo. Želimo razvijati jesen, želimo razvijati pomlad, in v zadnjih parih letih se je izkazalo, da preživljati pomlad in jesen v Kranjski Gori in Planici je lahko zelo čudovito doživetje, ki pa zahteva produkte, ti se seveda postavljajo in lansirajo na trg. Kako vam kaže za jesen? Kot ste rekli, ste dodali en bon vsakemu gostu, ki je že bil pri vas? Tako je, za jesen veliko upov polagamo na naš tako zvani turistični bon. Dobi ga vsak gost, ki je pri nas že bival s turističnim bonom in ki se potem naslednjič tudi vrne. Podarimo eno noč, to je neka stimulacija, motivacija, da zadržimo visok delež slovenskih gostov in da seveda zadržimo Kranjsko Goro na drugem mestu po obiskanosti z vidika turističnih bonov ali jih mogoče celo postavimo na prvo mesto. No, letos po koronavirusu dajemo večji poudarek slovenskemu gostu. Kaj za vas pomeni gost? Za nas je vsak gost, ki želi odkriti, kaj ponuja Planica, lepote Planice, začutiti to zgodovino Planice in pa tega okolja gorskega. In moram pohvaliti slovenskega gosta, kot nekako bi lahko karikiral, da je slovenski gost ponovno odkril Planico, saj v letošnjem letu močno prevladujejo Slovenci in so pravzaprav zelo zapolnili tako namestitvene kapacitete kot tudi vse aktivnosti v Planici. Tako da slovenski gost si nekaj več želi in to nas veseli, ker to nam pomaga tudi razvijati ponudbo. K ziplineu ste dodali samo še kanček v mozaiku in bo še kaj? Jaz mislim, da še bo. Konkretno mislim, da je prezgodaj še govoriti, ampak ta prostor ima še veliko potenciala, veliko možnosti in verjamem, da bomo še kaj dodali.